Ob 25-letnici samostojne Slovenije odprli razstavo Oaza miru Celje 1991. Najboljšim inovatorjem v celjski regiji 16 priznanj. Gasilska zveza Laško uspešno je speljala 4. tehnični dan. Slovenske rokometašice z zmago v Celju ostajajo v igri za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Muzej novejše zgodovine Celje je v sodelovanju z mestno občino Celje in območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo o 25. obletnici samostojnosti Slovenije na trgu celjskih knezov odprl razstavo na prostem Oaza miru Celje 1991. V otvoritvenem programu je sodeloval kvintet trobil orkestra Slovenske vojske. Razstava Oaza miru Celje 1991 je postavljena na trgu celjskih knezov, kjer so v okviru proslave danes pregovorili župan mestne občine Celje, kustosinja razstave ter slovenski častnik in generalmajor Avstro-Ogrske vojske. Vsi so se v govoru spomnili na tiste čase ob osamosvojitvi naše države pred 25 leti. Otvoritev današnje razstave tukaj na trgu celjskih knezov je nekakšen uvod v praznovanje 25-letnice osamosvojitve Slovenije. Namen razstave je, da malce spomni na tisti čas izpred 25 let, na neverjetno pozitivno energijo, veselje, ponos in zanos, ki smo ga takrat čutili ob rojstvu naše države. Vrhunec tega bo seveda praznovanje 22. junija v Celjskem mestnem parku, kjer bo osrednja proslava ob dnevu državnosti. Razstava zajema 25 let samostojnosti, kar je dolgo obdobje. Kaj vse je pisalo v tedanjih časnikih in fotografije, lepo prikazujejo povzetek. Da je bolj pregledna, jo je kustosinja Muzeja novejše zgodovine razdelila v sklope. Seveda smo imeli kar veliko materijala in sedaj je bilo potrebno izbrati en določen segment, da bo ljudem všečen in pa tudi, da bo čim bolj nazorno prikazal potek tega dogajanja. Zato smo jo razdelili v 5 sklopov, in sicer slovensko pomlad, demokratizacija, obrambne priprave, samostojnost in pa Celje v osamosvojitveni vojni. Časov ob osamosvojitvi se je spominjal tudi tedanji poveljnik 8. pokrajinskega štaba. Vsi smo že od leta 90 naprej začutili, da verjetno zna priti tudi do kakšnega konflikta oziroma tudi do vojaške intervencije, kar se je kasneje res zgodilo. In teritorialci, miličniki in nekateri civilne osebe so pravočasno začele z temi pripravami, tako da smo že v jeseni leta 90 imeli kar intenzivne vojaške vaje teritorialcev, izdelovali smo posebne načrte, kako ravnati, če bi prišlo do vojaške intervencije. Razstavo si lahko ogledate kadarkoli, voden ogled pa bo na muzejsko noč 18. junija. Svati Komet, Tehnos, Bosio, Silko in Kontejner so dobitniki najvišjih priznanj za inovacije v Savinjski regiji, ki jih je regionalna gospodarska zbornica Celje včeraj podelila že 16. leto zapored. Na izboru je s 16 inovacijami sodelovalo 49 inovatorjev iz 11 podjetij. Komisija je poleg 5 zlatih podelila še po 4 srebrna in bronasta priznanja ter 3 diplome. Sprememb se ne smemo bati, ampak jih moramo znati izkoristiti kot priložnost, je na podelitvi priznanj inovatorjem dejal predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek in dodal, da imamo v Sloveniji še možnosti za napredek na tem področju. Inovacije so že tudi v preteklosti bile izredno pomemben generator razvoja. Mislim, da ne samo v tem trenutku, pa tudi v bodoče je to edina prava pot. Seveda je pa treba zadevo kombinirati tudi z šolskim sistemom in moram reči, da sem danes zelo vesel, da je šolski center iz Celja tudi med inovatorji nagrajenci, kajti najprej je šolski sistem, ki mora izobraziti ustrezen kader, ki ga potem z nadgradnjo v podjetjih naredimo, in če imajo še ta inovativen duh, potem je uspeh zagotovljen. Komisija, ki je morala oceniti vseh 16 na razpis prispelih inovacij, je imela tudi letos težko delo, a je na koncu, po pregledu dokumentacije in seznanitvi z inovacijami v podjetjih, izbrala najboljše.
Pomemben je tudi ta odziv inovatorjev, ki pridejo predstaviti svoje inovacije, da komisije ne ocenjujemo samo iz papirnih virov. Diplome so tako za 3 inovacije prejeli inovatorji iz podjetja Štore Stil. Bronasta priznanja inovatorji iz Cinkarne Celje in GKN Driveline, srebrna priznanja so šla v roke inovatorjem podjetja GKN Driveline, Dega Sistemi, Ursa ter dijakom in profesorjem iz Šolskega centra Celje, ki so razvili multifunkcijsko avtonomno mobilno robotsko platformo. Najvišja zlata priznanja so prejeli inovatorji iz podjetij Kontejner, Silko, Bosio, Tehnos in Svati Komet. Priznanje nam pomeni eno nagrado za naše delo, za naš trud. V podjetju Silko se vsakodnevno srečujemo z izzivi v samem podjetju in izzivi na trgu, kjer skušamo v bistvu naše konkurente, premagati pa zadovoljiti potrebe naših kupcev. Današnje priznanje seveda pomeni nagrado vsem, ki smo sodelovali v tem projektu. Poleg nas 5 sodelavk, ki so bile danes tukaj, seveda za nami stoji še večja skupina sodelavcev in zdaj seveda vseh, ki delajo na proizvodnji smolno vezanih brusov, kajti to je izdelek, ki predstavlja največji del naše proizvodnje, 30% vseh izdelkov, ki jih naredimo. To nam je ena potrditev meni, sodelavcem, da smo na pravi poti. Ker vsak se zelo težko zdaj najde ten stroj, ki bo zadovoljil širše kupce. Zato smo se mi bolj specializirali na ozko specializirane stroje. To priznanje je za nas kot celotno oddelek, ki se ukvarja s to inovacijo, dejansko neka nagrada za narejeno delo. Ne samo to, da ti en reče, deluje, vse je v redu, pa da pozabiš, pa da greš na drug projekt. To je tisto, da pa rečeš, nekaj smo pa le naredili dobro, se pravi, smo vidni, tudi drugi opazijo to in ta pohvala je ogromna. Gospodarska zbornica Slovenije spodbujanju inovativnosti posveča veliko pozornosti. Za pomoč in promocijo podjetjem pri inoviranju je ustvarila tudi blagovno znamko Inovativna Slovenija. Mi se zavedamo, da je inovativnost eden od pomembnih elementov razvoja družbe in zelo hitrega razvoja slovenske družbe. Iz tega razloga smo že pred leti razvili to blagovno znamko, ki je postala izredno prepoznavna in na nacionalni ravni pomeni izbor najboljših iz področja inovacij, ki potem se tudi uradno tekmujejo na svetovnem prostoru. 4 najbolje ocenjene inovacije podjetij Silko, Bosio, Tehnos in Svati Komet so se zdaj uvrstile tudi v finale. Izbor najboljših inovacij na nacionalni ravni pri Gospodarski zbornici Slovenije. In kot je bilo slišati na podelitvi, imajo tudi tam veliko možnosti za uspeh. Gasilska zveza Laško je na Breznem pri Laškem že 4. leto zapored izpeljala prireditev, ki so jo poimenovali Tehnični dan. Gasilci so se morali tudi letos soočiti s številnimi preprekami, s katerimi se srečujejo tudi pri gašenju požarov in intervencijah v ostalih nesrečah. Na ta način so nabirali nove izkušnje ter utrjevali dosedanje znanje. Zdaj že vsakoletno usposabljanje na Breznem je nekaj posebnega. Umirjen kraj, ki je sicer dobesedno pod nadzorom domačega prostovoljnega gasilskega društva Sedraž, je več kot odličen za samo pripravo gasilcev. Odobravamo, podpiramo te zadeve na vsak način, ker rabimo tudi takšno vrsto usposabljanja, dodatnega usposabljanja, ki ga preko osnovnega usposabljanja ne moremo zaradi časovne omejitve tudi speljati. Mi v Gasilski zvezi Laško dajemo izreden poudarek usposabljanju. Ker nesreče se vrstijo dan za dnem in seveda, če ni strokovne usposobljenosti operativnega članstva, potem so tudi lahko naše intervencije manj uspešne. Z ustanovitvijo inštruktorske ekipe Gasilske zveze se je ta usposobljenost bistveno popravila, dvignala. Tudi velik interes je mladih gasilcev, da ta znanja dobijo in seveda, tako kot sem rekel, že 4. leto, vsako leto so drugačne delovne točke. Mi jih podpiramo, v bistvu vemo, da je to edina zadeva,
ki je pozitivna za reševanje človeških življenj, dobrin in vsega. Tako da tale center je prav fajn in ga podpiramo, kakor se da. Tudi v letošnjem letu so se gasilska društva zelo dobro odzvala, kar je za organizatorje usposabljanja potrditev, da je projekt dober. Imamo 39 tečajnikov iz vseh društev, razen enega društva, katero se ni prijavilo na ta Technical Day, tako da udeležba je odlična glede na število operativcev po posamičnih društvah. Verjetno bi teh gasilcev bilo še več, ampak je omejeno, tako da je bilo razrez nared po društvih. Naši 8 društv imamo v gasilski zvezi in vsakega društva jih lahko bilo 5 prisotnih, da potem ekipe lahko tudi ustrezno delajo. Glede število gasilcev smo v naši celjski regiji, ki združuje 8 gasilskih zvez, izredno zadovoljni z številom članstva, z številom operativnega članstva. Za nameček, da povem, v celjski regiji je 4200 operativnih gasilcev v 79 prostovoljnih gasilskih društvih. Zadovoljivo število, pokritostjo tudi opremljenost je zadovoljiva, da pa usposobljenosti ne govorim, boste lahko tudi sami preverili danes. Tokrat so bile naloge spet nekaj posebnega in nedvomno zelo poučne. To so neke nove situacije, ki so pogoste, so že bile in bodo na intervencijah. Tu lahko preizkusijo, izmenjajo znanja, dobijo določene izkušnje, ki bojo potem lahko tudi pridom uporabili pri usposabljanju in pa tudi pri intervencijah. Vsako leto nekaj novega, nekaj bolj zanimivega. Zakaj? S tem privabimo več tečajnikov, vedno je nekaj novega, glih zaradi tega, ker tudi grejo vsi trendi naprej. In gasilci mora biti pripravljen čisto na vse trende. Osnove pa črpamo iz lastnih idej oziroma za nekih intervencij, pa probamo pač to simulirati v realnosti kot nek tečaj seminar tu na Technical Day. V prihodnje bi radi projekt Tehnični dan še razširili ter privabili gasilce iz celotne Slovenije. Velik podvig, a zagotovo izvedljiv. Gasilska zveza Slovenije je pristopila k enemu projektu, zagotavlja tudi sredstva za izgradnjo regijskih poligonov, za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, za izvedbo praktičnih vaj in iz strani Gasilske zveze Laško in pa prostovoljnega gasilskega društva Laško bila tudi ponujena ta lokacija tukaj, ki je že kar dokaj dobro urejena, po mojem tudi primerna za nadgradnjo v regijski poligon. Sedaj bomo pa videli, kako bomo prišli na tem razpisu skozi. Jaz upam vse najboljše in da bomo se večkrat usrečevali in posposabljali. Jaz vem, da je to ena velika stvar, če bojo iz regije hodili sem vežbati in trenirati, tako da sami vemo, da je pa Ig zelo oddaljen in vse te točke so zelo oddaljene in prevozni stroški stanejo in vse. Tule pa nekje v našem delu celjskega okraja, mislim, da je to zelo primeren del. Ne motimo stanovalcev, sami vidite, da je pokrajina v redu in mislim, da je zelo primerna. Jaz pravim, vse se da, če je volja in interes. Lansko leto smo probali, nekaj je bilo odzivov, smo nekaj naredili. Letos, glede na lanski odziv, kateri ni bil zdaj nekaj, da bi rekel, wow, smo to opustili, ampak ker smo pa opustili, so pa spet letos vsi rekli, da bi pa prišli. Tako da mogoče v bodoče je zanimivo razmisliti tudi o tej zadevi, ampak potem nam ne uide 2 vikenda, če hočemo vse gasilce iz cele Slovenije spraviti tu na Brezno. Sami vemo, da tehničnih možnosti je zelo malo. Imamo Ig, potem pa se počasi že konča, pa Pekle pa to, ampak mi zdaj nekako navijamo, da bi to postal en regijski center za izobraževanje in bomo vse naredili, da se to tudi uresniči. Morda pa bo že v prihodnjem letu na Breznem pri Laškem to, kar si domači gasilci tudi želijo. Regijski center za izobraževanje gasilcev iz celotne Slovenije. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je sinočnjo zmago proti Hrvaški ohranila možnosti za uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Švedskem. Slovenke so v celjskem Golovcu, kjer se je zbralo več kot 1000 gledalcev, slavile 24-23. Stari celjski športni hram je bil na srečanju sosedskih ekip dobro zapolnjen in v tesnem izteku srečanja pomagal slovenskim dekletom iztisniti maksimum. Gostiteljice so po prevzemu vodstva v 11. minuti v 20. minuti povedle z 8-6. Sledil je padec koncentracije in ob delnem izidu 1-5 so Hrvatice na glavni odmor odšle s prednostjo 2 zadetkov. Drugi polčas so Slovenke začele serijo 3-0, a so goste vrnile z isto mero.
Sledil je nov niz domačih rokometašic s 3-0 in vodstvo 15-14. V 52. minuti je domača vrsta prvič vodila s 3 zadetki prednosti. Slovenke so z igralko manj dobile 2 zadetka, gostje pa so v 56. minuti 7 metrov izenačile na 21. V samem izteku tekme so izbranke Uroša Bregarja o pomoči navijačev z izjemno čvrsto igro prigarale zmago z najtesnejšo razliko 24-23. To je po desetletju prva zmaga nad Hrvaticami. Na lestvici skupine 4 so med 4 reprezentancami v najboljšem položaju Črnogorke, Slovenija in Hrvaška pa imata po 3 zmage. Na evropsko prvenstvo se poleg 2 najboljših ekip uvrsti tudi najboljša 3. uvrščena vrsta, kar bi lahko bila Slovenija tudi v porazu na zadnji tekmi. Na koncu so igralke psihološko zdržale, očitno je v ekipi prava kolegijalnost, da jih nič ne premakne. Ja, seveda se imamo večino Štajerka, tako da so dobre, karakterno dobre, malo heca, ampak fajtali smo, prvo polčas zelo slab v napadu, nismo izvajali kombinacij, kot bi mogli, sploh na začetku. Zdaj pa v drugem polčasu smo se borili v obrambi, dodali nekaj v napadu, zadeli smo tudi nekaj golov sproti napadu in to je pol prevagal na koncu. Miša danes v golovcu odlično vzdušje, do koncu tudi super rezultat, pa tudi vi ste dobro obranili slovensko mrežo. Res sem vesela, jaz mislim iskreno, to smo si res zaslužili. Zelo smo trdo delali zelo 10 dni, res smo si želeli te zmage in evo, danes nam je uspelo pred polnim golovcem še večji uspeh. Celjanka je pred tekmo prejela priznanje za najvratarko slovenske lige v minuli sezoni. Petrovčanka Neli Irman je bila ob Ani Gros prva strelka srečanja z 8 zadetki, vendar z igro v prvem polčasu ni bila zadovoljna. Nismo se čisto dogovorili, nismo vedeli, če bo igra stekla tako, smo se dogovorili, ampak potem smo med polčasom to dogovorili, začeli igrati obrambo, Miša je bila spet odlična na vrati, s tem smo dobili tudi zagon v pol kontri, dali par lahkih golov in to nas je pol ponesel, ko vidiš rezultat, ko vidiš publiko, ko je s tabo. V tem primeru bi se zahvala Celju pa vsem navijačem, ki so nas prišli spodbujati, vsem tistim, ki so verjeli, da smo končno dokazali, da smo kvalitetna reprezentanca in da gremo sam lahko še navzgor. 8 minut do konca ste povedali za 3 zadetke, potem pa se je Hrvaška povsem približala, lahko bi se tekma povsem drugače odvila. Ne moram zdaj komentirati, ampak mislim, da spet ne moram verjeti, da so tu sodniki v bistvu malo bili pristranski, spet neke brezvezne izključitve, ki mogoče niso bile izključitve, ampak smo se tu zbrale, stisnale in mislim, da je to bilo odločilno z dobro obrambo Mišo na golu, da smo mi to tekmo dobili. Zadnja tekma kvalifikacij bo v nedeljo v črnogorskem Belem polju. Jutri bo sprva delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestalno vreme. V soboto bodo krevne plohe in nevihte predvsem popoldne, v nedeljo pa lahko tudi prej. Z vremensko napovedjo pa tudi zaključujemo današnji pregled dogajanja o dogodkih dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.